Pozdravljeni, moje ime je Uršula, sem tarot svetovalka, sem tudi vedska astrologinja in intuitivni coach. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izberali med 3 kupčki, ampak najprej naj malo predstavim svoje orakelske karte Rosetta. Te karte sem zasnovala popolnoma sama, narisala jih je pa Ina Lutarič in vedno jih uporabljam tudi pri gledanju v karte. Torej, ko izberate med 3 kupčki, prvim, drugim in tretjim, torej tale bo prvi, potem drugi in tretji, vedno tudi zraven uporabim, torej za, bolj bom rekla, kristalizacijo neke situacije, osvetlitev neke situacije, tudi uporabljam moje, torej srednjeveške orakelske karte Rosetta. Kot sem rekla, sem jih zasnovala sama, narisala jih je Ina Lutarič, so res čudovite karte in so torej preplet mojih zanimanj, torej zanimanj za okultno, okultno pomeni skrivnostno, torej v okultno paše, torej vse, kar je skrivnostno, oziroma ker so včasih ljudje menili, da je skrivnostno, to so lahko tarot karte, to je lahko tudi vedska astrologija, seveda tudi vse druge karte, vendar v to področje okultnega torej paše zelo veliko, naprimer tudi klicanje duhov ali pa parapsihologija ali pa kaj podobnega. Torej okultno je v bistvu en tak izraz, ki zajema zelo, bom rekla, veliko področje različnih tem in vsebin. In seveda, torej, kot sem rekla, te karte so torej preplet mojega zanimanja okultnega in pa seveda tudi zgodovine, ker so srednjeveške orakelske karte, torej ta srednji vek sem seveda povzela iz zgodovine in ker imam veliko znanja iz zgodovine, sem tudi diplomirana zgodovinarka oziroma profesorica zgodovine, sem seveda to znanje vključila v te karte in sem naredila pač en tak poseben sistem teh kart, te karte so posebne, takih ni, naredila sem jih po srednjeveški družbi. Poleg tega so na vseh kartah osebe, kar tudi ni tipično značilno za druge karte. Za nekatere je mogoče, za določene vrste tarota, drugače pa ne za vse karte, torej za tipične orakelske karte. Potem pa seveda tudi moje zanimanje za umetnost je torej tudi tukaj zelo izrazito prikazano. In zato sem seveda želela narediti ene take karte, kjer bo to vse vključeno. Torej, zato sem tudi uporabila ta malo tak stripovski stil, ker mi je zelo všeč. Se mi zdi, da zelo paše na ta srednji vek. In tako so seveda nastale te moje karte, torej karte Rosetta. Rosetta se imenujejo zato, ker je Rosetta narisana na vsaki izmed teh kart, torej na zadnji strani. Rosetta predstavlja krog, torej močan simbol prehoda in razsvetljenja. Je pa Rosetta bila tipična za gotske katedrale. Torej, gotika je pa umetnostni slog, ki je bil značilen za srednji vek. In zato sem se odločila, da bo na zadnji strani Rosetta. Odločila sem se pa, da bo na zadnji strani Rosetta tudi zaradi tega, ker torej, na prvih straneh so narisane podobe, torej različne podobe teh kart, najrazličnejše, torej seveda narejene so te karte po srednjeveški družbi, kot sem rekla, torej različne podobe so na teh kartah in seveda vsaka izmed teh podob nekaj predstavlja, nekaj simbolizira. In seveda, če mi potegnemo neko karto, pozitivno ali pa negativno, ko si nekaj zaželimo, naprimer, če jim potegnemo karto, ta je taka res tipičen primer, torej karto dvorna dama zlato kroglo, ki pomeni obilje in razcvet, nam tale Rosetta na zadnji strani pomaga, da se ta pozitivna karta, ki pomeni res obilje, neko nepričakovano nagrado, nepričakovane priložnosti hitreje realizira. Če pa potegnemo neko
negativno karto, naprimer, mislim negativno, pač nekaj, kar nam predstavlja nek napor, ali pa negativnost, to je pa naprimer vampirka, pa v bistvu torej rozeta nam pomaga, da se torej energija te karte lahko preobrazi, torej da mi, torej ki to potegnemo, in imamo trenutno to energijo v sebi, da to lahko preobrazimo. Zato je rozeta torej na zadnji strani, kot pomoč pri hitrejši manifestaciji in pomoč pri preobrazbi. Torej, pri vsakem izmed teh kupčkov, torej prvem, drugem in tretjem, bom torej pogledala torej tudi z mojimi kartami rozeta, tako kot vedno. Torej, če želite kupiti te karte moje, jih lahko kupite, greste na mojo spletno stran, oracleoflight.org, spodaj bom prilepila link v opisu in lahko te karte kupite. Je pa zdaj tudi akcija ta teden, od 23.1. do 29.1., ko ob nakupu mojih kart rozeta dobite tudi brezplačen pogled v karte rozeta, ki je dolg 30 minut. Tako da lahko izkoristite tudi to akcijo. Morate pa se seveda prijaviti do 29.1., ker potem ta akcija ne velja več. No, torej, kot sem rekla, lahko boste izbirali med 3 kupčki, torej prvi kupček in pa tale frutabelica. Danes sem se odločila, da dam nekaj sladkega na tele karte, da se vam malo zacedijo sline. Potem drugi kupček, tisti, ki boste zbrali drugi kupček, ali pa tole Bajadero, bombonček, ali pa tretji kupček in tole je pa Ferrero Rocher. To so zelo dobre sladice, vse so dobre. Frutabela, Bajadera, Ferrero Rocher in tisto, ki imate najraje, tisto izberite. Torej, prvi kupček, drugi kupček in tretji kupček. No, pa še to, da povem, torej pri današnjem branju si bom drugače pomagala tudi z tarotom Osho Zen tarot. To je tudi zelo, zelo dober tarot. Ampak ga jaz najraje uporabljam tudi kot tisti tarot, ki mi razsvetli zadeve. Torej, to je to. Torej, prvi, drugi pa tretji kupček. Izbirate torej lahko med temi sladkimi zadevami. Lahko pa izberete tudi glede na tarot. Torej, prva skupina je Kravli tarot, druga skupina je Kozmik tarot in tretja skupina je Rider-Waite tarot. No, zdaj pa kar začnimo z prvo skupino. Tele bomo umaknili. No, tisti, ki ste izbrali tole frutabelico, takole jo bom dala. No, pa kar začnimo. Vprašanje danes je, kaj se bo dogajalo prihodnje 3 mesece. Je pa tole branje brezčasno, torej ne glede na to, kdaj boste kliknili na ta posnetek, bo to takrat za vas veljalo, torej od takrat pa 3 mesece naprej. No, pa kar pogledajmo, kaj vas čaka v roku 3 mesecev. Kar splošno situacijo bomo pogledali. Kaj vas čaka? Torej, za vas je zelo, zelo v ospredju posel v teh 3 mesecih naprej. Imate torej zelo veliko kart, kjer so predstavljeni diski, torej vas bo zanimal posel, kariera in pa tudi finance. Kaže vam v preteklosti glede posla, da ste dobili neko novo energijo, mogoče sklenili nek dober dogovor, se nekaj zelo dobrega dogovorili in to vam je dalo veliko energije, pozitivne in ste bili za tega zelo, zelo zadovoljni.
nekako potešeni čustveno. Lahko pomeni tudi, da ste se lotili nekega izobraževanja, lahko v zvezi s poslom, lahko nasplošno, nekaj, kar vam je dalo res ogromno energije. Torej, pridobili ste neka nova znanja, tam ste lahko spoznali neko osebo, ki vam je zelo draga, zelo blizu, zelo ljuba. In ta oseba je v preteklosti zelo dobro vplivala na vas. Torej, kaže vam drugače v preteklosti tudi neka strastna ljubezen, oziroma veliko strasti v ljubezni, veliko novih dogodivščin, neko srečno življenje, čustveno. Torej, ampak kot bi rekla, tukaj je zelo v ospredju vaša kariera, posel, finance in zato bi rekla, da tudi v preteklosti ste sklenili nek dober dogovor, naredili neko nalogo, ki vas je zelo osrečila, dokončali nek projekt ali se izobraževali v smeri vašega posla. Trenutno vam kaže, da se zelo, zelo trudite in da se boste tudi naprej, torej v prihodnjih 3 mesecih, ker zdaj gledamo naprej v prihodnjih 3 mesecih, res je, da ste bili zadovoljni, ampak kaže tudi na poslovnem področju neko razočaranje. Torej, zelo veliko ste pričakovali v preteklosti iz nekega dogovora, ampak ni se vse čisto tako realiziralo, kakor ste vi želeli. In ker veste, da ste sposobni, da realizirate nekaj, kar vam daje veliko energije, kar vas zelo spodbuja, kar vas navdihuje, ste bili mogoče razočarani, ker se zadeva ni speljala tako, kot ste vi želeli, ali je pa ta oseba, s katero ste začeli delati ali s katero ste sodelovali, se ravno ni izkazala kot taka, ki je najbolj vredna zaupanja in zato ste doživeli razočaranje. To razočaranje vas trenutno precej ustavlja. Imate občutek, da greste 10 korakov naprej, pa kar 20 nazaj. Torej, nekako napredujete, ampak se vam zdi, da ni nekega, bom rekla, večjega uspeha, da ni neke večje pozitivnosti. Imate zelo veliko želja za naprej, torej veliko projektov želite uresničiti za naprej. V vas se rojeva neka ideja, to je lahko tudi povezano s tem izobraževanjem, na katerega ste šli, ali pa nek projekt, v katerega ste šli, torej glede tega imate zelo veliko novih idej, ki bi jih radi uresničili, ampak vas to razočaranje nekako trenutno drži nazaj. Zdaj, lahko bi tudi pomenilo za ženske, da vas čaka rojstvo otroka, da ste noseči, pa ste mogoče glede tega malo razočarani, da vam je torej zdravstveno, da ste zelo izčrpani, da vam je težko hoditi v službo, da vam je težko upravljati neke naloge in da imate občutek, da se trudite, pa da se vaš trud ne obnese najbolje. Torej, lahko je tudi neka nosečnost, lahko je pa seveda želja in nek projekt, ki ga imate v glavi, ampak lahko ste tudi za njega naredili že načrt, ampak ta projekt nekako v prihodnje imate sicer možnost, da se realizira, ampak trenutno še ne. Torej, zelo se trudite, nasplošno se tudi trudite v odnosih, torej tudi v odnosih ste doživeli neko razočaranje in se tudi tukaj trudite. Bi pa rekla, da je to tudi povezano s poslovnim področjem, velika verjetnost. Lahko je pa seveda tudi na osebnem področju. Torej, kaj vam kaže v prihodnosti? Kaže vam, da vse to znanje, ki ste ga pridobili že v preteklosti, boste tudi zdaj uporabljali za naprej, oziroma vaše izobraževanje se še ni čisto končalo, še vedno se boste izobraževali, še vedno boste dali veliko energije v neke nove stvari in boste tudi imeli dovolj energije, da boste organizirali nek projekt, načrt, nalogo in v bistvu te svoje ideje, ki jih imate, tudi spravili v realnost, da jih boste konkretno uporabili v praksi oziroma konkretno realizirali v praksi in tukaj vam kaže kar uspeh. Torej, v poslu vam kaže precejšen uspeh, torej ste sposobni vse to narediti, kar si želite, ker imate res dobre ideje, imate tudi že kar dober načrt, dobro podlago narejeno in
ste zelo sposobni, da to lahko zelo dobro izvedete. Ta projekt in načrt vam bo prinesel tudi več denarja, tudi na tem področju vam kaže zelo dobro in s tem projektom, nalogo, torej ali pa nekim poslovnim udejstvovanjem, to vam lahko prinese večjo prepoznavnost, uspeh, priznanja, dosežke. Torej zelo dobro vam kaže za prihodnost, večji prihodek, večji dotok denarja, stabilnost, trajnost, potem tudi večjo prepoznavnost, uspeh. Torej, kaže vam, da morate te svoje ideje, ki jih imate, res pognati v tek in jih tudi narediti, ko včasih malo sanjate. Ampak, če boste se lotili tega, kar imate v glavi, potem vam bo uspelo. Ker ste zelo sposobni v tej smeri, ker si želite, tudi neka nova energija bo prišla kmalu, lahko boste sodelovali z nekom iz tujine, lahko že sodelujete, ali pa se bo ta oseba pojavila v prihodnosti. In glede tega vas čaka neka zelo dobra ponudba za delo, lahko tudi ljubezenska ponudba, ki bo povezana z vašim poslovnim področjem, pomeni, da boste lahko poslovno srečali nekoga, ki vam bo tudi tako všeč, torej osebno. Ampak predvsem vam tukaj kaže torej uspeh v poslu, karieri, finance zelo dobre, boljše. Torej, poglejmo še, kaj pravi Osho. Ste pa zdaj trenutno malo razočarani, ker stvari ne grejo tako hitro, kot bi vi radi, se zaradi tega razočaranja. Ampak ne skrbite, ker se bo tole odprlo. In tale zadeva, projekt, naloga, karkoli že delate, bo tudi potem prinesla vam še več ponudb, več možnosti za delo, več možnosti za zaslužek. Osho pravi, da ste mojster, torej da tisto, kar želite narediti, tega se tudi lotite. Poteka neko zdravljenje trenutno, tako na čustvenem področju, kot tudi v poslu. Mogoče ste se v preteklosti zelo trudili, pa nekateri ljudje niso prepoznali vašega talenta, vaših sposobnosti, pa je na tem področju potrebno določeno zdravljenje. No, da vidim, kaj pravijo moje karte Rozeta. Kaj pravijo moje karte Rozeta za 3 mesece za naprej za vas? Torej, nujno potrebujete okvire. Okvire potrebujete, torej, tale karta predstavlja stabilnost in omejitve. Torej, kadarkoli potegnemo grad, potem pomeni, da potrebujemo v življenju neka pravila, neke omejitve, neko dobro organizacijo. Torej, vam kaže, da vi imate veliko energije in da včasih to energijo mogoče napačno razporejate. Ker potrebujete dobro organizacijo, potrebujete praktičen plan za uresničitev svojih ciljev. Torej, vi imate ideje, ampak rabite torej neko dobro strukturo, organizacijo in nek praktičen načrt, kako boste vse to uresničili, kar imate v glavi. Torej, kar želite narediti. In tudi potrebujete disciplino in dobro organizacijo glede izobraževanja. Ker kaže, da se vse skozi izobražujete in tudi pri odnosih potrebujete torej neko mero discipline in pravila, torej da drugim postavite pravila, dokje lahko grejo, ker to je tudi vzrok vašega razočaranja, da grejo ljudje mogoče čez vašo osebno mejo in vam to ni všeč. Torej, tudi tale grajski gospod govori o tem, da potrebujete v življenju več ravnovesja.
Ker vi imate veliko energije, potem to date v tisto, kar želite uresničiti, to je tako v odnosih, kot tudi v poslu. Ampak potrebujete tukaj ravnotežje. Ker vidi, da se trudite, ampak ste potem razočarani, ker mogoče vaš trud ne prepoznajo vsi. To je tako v odnosih, kot tudi na poslu. Ampak v prihodnosti se bo vaš talent prepoznal, ker boste torej doživeli preboj in zaupajte, da bo vse dobro. Tale angel obljublja zaščito, kaže na to, da morate zaupati stvarstvu Bogu, torej tistemu, v kar verjamete. Zaupajte, da bo vse dobro, da se bo vse dobro končalo. Ste zelo iznajdljivi, torej tudi meščana imamo tukaj, zelo iznajdljivi, včasih se mogoče preveč branite, ampak znate poiskati rešitve, ste iznajdljivi, ste praktični, se znajdete in vi ste tisti, ki boste pognali stvari v tek, ker tukaj imamo ključ, torej kadarkoli se ključ pojavi, pomeni, da imate vi v rokah ključ, da poženete stvari v tek. Tako da zelo, zelo dobro vam kaže, torej v odnosih to razočaranje bo minilo, vam bo lažje, v poslu velika prepoznavnost, boljši prihodki, kaže tudi torej za ženske, če ste noseče, da rabite še neko drugo mnenje od nekoga, od nekega strokovnjaka, ampak da se bodo stvari za vas dobro končale. Torej, se glede te nosečnosti ne rabite bati, da bi bilo karkoli narobe. No, to je za prvo skupino vse. Zdaj gremo pa kar na drugo skupino. Druga skupina in tisti, ki ste izbrali Bajadero. Tole. Frutabelo bomo pa umaknili. Bajadero in Kozmik tarot. Kozmik tarot. Kaj pa vas čaka v prihodnjih 3 mesecih na splošno? Kaj bo pri vas v ospredju? Da vidimo. Kaj pa vas čaka v prihodnjih 3 mesecih? Pa poglejmo. To so pa zelo zanimive karte. Zelo zanimive. Torej, vi pa zelo ste v neki kočljivi situaciji, v nekem kočljivem položaju, tuhtate, ne veste, kaj bi naredili, to je tudi lahko na finančnem področju, lahko je neka splošna situacija, ko se odločate. Odločate se, kaj bi, ste neodločni, ne veste, kaj bi, mogoče želite nekam investirati denar, pa ne veste, bi šli v to investicijo ali ne bi. Mogoče vas lahko muči tudi neka odvisnost, to je lahko kockanje, igre na srečo, glede tega morate biti zelo, zelo pazljivi. Kaže vam velika obremenitev v preteklosti, velika razočaranost, zelo ste se trudili, posebej na finančnem področju bi rekla. Bilo vam je zelo težko in ste razočarani bili in ste še vedno zdaj malo razočarani, ker stvari niso šle tako, kot bi vi radi, ste bili zelo, zelo obremenjeni službo, družino, torej ste oseba, ki težko reče ne, ki mogoče svoje frustracije, konflikte in nekako razočaranja kompenzira z nekimi stvarmi, ki za vas niso najboljše. To so neke odvisnosti lahko. Lahko so to droge, alkohol, igre na srečo, vse, kar je povezano z odvisnostmi.
in to vas zelo bremeni, vas je že v preteklosti in vi nekako rešujete svoje probleme, težave, svojo frustriranost, razočaranost z nekimi odvisnostmi in to za vas ni v redu. Sicer kaže, da ste se trudili že v preteklosti, da bi to nekako premagali, ampak da to še niste premagali, ker vam kaže tudi v prihodnosti, da boste še vedno zelo negotovi glede vašega finančnega področja, zelo težko vam bo, borili se pa boste tudi z odvisnostjo. Lahko pomeni tudi, da se v službi, kjer zelo težko rečete ne in ste tudi zelo razočarani, sicer trudite, ampak ker težko rečete ne, vam gre v veliko energije, iščete neko ravnotežje, plača je tako, ni najboljša, bolj iz meseca v mesec, ampak torej se soočate z neko vrsto manipulacije, neke odvisnosti, torej imate občutek, da ne morete najti boljšo službo, da je to, pač plača ni najboljša, ampak se trudite vseeno, ker imate občutek, da ne morete dobiti boljše službe. Tudi kar se tiče odnosov, ste bili v preteklosti zelo razočarani. Kot sem rekla, že prej imate težavo, ker težko rečete ne. Potem pa greste preko vseh zmožnosti, delate, torej usklajujete med družino, med partnerstvom, službo in to vas je že v preteklosti zelo izmučilo. Lahko bi bila tudi tukaj neka izgorelost, ker kaže pomanjkanje energije, kaže trud, tudi v odnosih, lahko neka razočaranost v odnosih, konec zakona, za katerega ste se zelo trudili, pa nekako ni šel. Lahko tudi še vedno ne veste, ali se bo ta zakon, partnerstvo išlo ali ne. Lahko iščete pravico na sodišču, pa se to nikakor ne konča. Verjetno vam je bo ponujena neka vsota, ampak bolj majhna, pa se zdaj odločate, ali bi ali ne bi. Torej, tukaj je veliko možnosti, torej lahko so težave v zakonu, pa se zdaj ločujete, ali pa bi se radi ločili, pa vam je bilo ponujeno premalo denarja. Lahko so težave v službi in razočaranost v službi, ne znate reči ne, pa v bistvu boste tudi za naprej imeli te težave, pa plača ni najboljša, kot sem rekla, pa nekako ne upate spustiti to. Lahko torej so težave v službi, iščete ravnotežje trenutno. Še vedno ste zelo obremenjeni, še vedno težko rečete ne. Morali boste poiskati neko ravnotežje med tem, kaj delate in kaj prejemate, drugače se boste še bolj izčrpali. Kaže, da ste določene stvari sicer že spustili, ampak da vas še v prihodnje čaka, da določene stvari spustite. To je ali iz tega zakonca, s katerim ste, ali službo, ki ni za vas, nek odnos, ki ni za vas. Torej, če je to odnos, je v njem veliko manipulacije, prevar, lahko bi vas nekdo, bom rekla, tudi okradal, torej vam vzel večjo količino denarja, tako da bodite zelo pazljivi. Nekaj se za vas ne bo končalo dobro. Torej, žal vas moram razočarati, ne kaže dobro, trenutno iščete ravnotežje, ampak v prihodnosti kaže, da se morate res paziti neke prevare, manipulacije, laži. Ste preveč odvisni na druge ljudi ali pa imate težave z nekimi drugimi odvisnostmi. Kot sem rekla že prej, to je lahko sicer odnos, da ste na neko osebo tako navezani, lahko je pa to alkohol ali pa še kakšne druge substance, zdravila lahko, igre na srečo, karkoli. In tega se boste zelo težko znebili, boste pa zaradi tega izgubili več denarja. Torej, če je to povezavi s službo, potem se zadeve ne bojo za vas dobro končale. Če ste šli zaradi službe na neko pravno pomoč, se za vas ne bo dobro končalo. Če je to zakon, pa iščete tudi neko pravico na sodišču, prav tako ne kaže nekega dobrega zaključka. Ne bo se končalo tako, kot vi upate. Vsaj za zdaj ne kratkotrajno, torej v roku 3 mesecev, se bo pa zaključilo pozitivno za vas po 3 mesecih. Torej, nekaj vas bo še zelo pretreslo, ko boste imeli občutek, da imate zvezane roke, da ne morete nikamor, ker imate torej opravka z nekom, ki je zelo nevaren. Lahko je to na poslovnem, osebnem področju, kot sem rekla, torej v odnosih ali v službi, torej v odnosih, lahko v službi, lahko doma, torej imate opravka z eno osebo, s katero ni češen za zobat.
in v bistvu boste to, vaša naloga je, da v 3 mesecih to nekako spustite iz svojega življenja, da se tega rešite in potem vas čaka neke vrste praznovanje, lahko neka preselitev na svoje, uspeh v službi, ampak šele, ko doživite ta šok, torej in se odvežete ali od osebe, ali od službe, ali od oseb v službi, ki so tako zelo škodljivi, ampak čaka vas zdaj v 3 mesecih še neka slaba novica. Če je to odvisnost, vas to pelje v neko težjo situacijo, neko razpravo tudi na sodišču, torej ni ravno najbolje. No. Ampak kaže, da v 3 mesecih boste to rešili, da boste nekako se tega osvobodili, ampak bo kar nekaj časa trajalo. To se lahko zdaj že dogaja tudi. Torej, imate zagotovo težave z financami, z odvisnosti ali pa z neko osebo, ki je odvisnik, manipulator, lažnivec, prevarant, in boste z njo morali reševati na sodišču. Ampak nažalost se za vas trenutno, zdaj v kratkem času, to ne bo dobro končalo. V daljšem časovnem obdobju, čez 4 mesece ali 4. mesec april, se pa zadeve za vas obrnejo precej na bolje, čeprav si ne smete lagati, da se bo to dobro išlo, da se bo to na hitro išlo, ker se ne bo. Pazite se laži. Torej, lahko vam drugi lažejo, lahko pa lažete samemu sebi. Da vidimo, kaj pravi Ošo. Kaj pravi Ošo na to težko situacijo? Torej, dajanje. Veliko dajete, malo dobivate. Potovanje. Torej, ste v megli. Ne veste točno. Torej, če imate kje na sodišču, potrpežljivo, ker zadeve se ne bojo tako končale, kot vi želite. Vsaj ne tako hitro. Šele v roku 4 mesecev, 4 tednov, 4 mesecev. Ampak zdaj glede na to, da smo gledali 3 mesece, torej bi rekla, da bo to v roku 3 mesecev, po 3 mesecih. Karmično ste zelo obremenjeni. To je v bistvu neke vrste usodni preobrat, ki se za vas ne bo končal dobro, ampak z namenom. Da vidim, kaj pravijo moje karte Rozeta. Zdaj, tukaj je lahko veliko stvari, jaz pač na splošno, to je splošno branje. Kaj vam pravijo karte Rozeta? Nujno v življenju postaviti pravila. Ste dovolj močni, da boste to dobro preživeli in po tem šoku vam kaže uspeh. Torej, boste na koncu dosegli to, kar želite, ampak pričakujte še v roku 3 mesecev nek stres, nek stresni dogodek, nekaj se ne konča dobro za vas, ampak potem pa uspete v tem, kar že nekaj časa čakate, želite, upate. Imejte ambicije, bodite pogumni, ker se to bo uresničilo. Za vas bom dala še eno karto. Trenutno čutite ujetost, nemoč, to bo šlo. Občutek imate tudi, da ste popolnoma sami. Boste uspeli, samo bo nekaj časa trajalo. Bajadera je pa takrat za pomoč, kadar nam je tako težko, nekaj sladkega, ne? Samo tudi to lahko postane odvisnost. To je pa problema. Ne? To je za drugo skupino vse in gremo še na 3. skupino. Tisti, ki ste izbrali Ferrero Rocher, to je pa moja najljubša sladica. Ferrero Rocher. Da vidimo, kaj pa vas čaka. Torej, v roku 3 mesecih, to branje je brezčasno, torej ne glede na to, kdaj boste gledali moj posnetek, bo to takrat veljalo za vas in od tistega trenutka 3 mesece naprej. Ne?
No, pa poglejmo, kaj pa vas čaka, torej na splošno. Tukaj pa kar karte padajo. Ste zelo nemirni, nestrpni, komunikativni, ampak včasih govorite, pa vam gre veliko energija, naredite pa premalo. Oj. Te karte kar padajo. Tako kot sneg, pada. Nas je čisto zamelo. Ok, no, pa gremo še tretja skupina. Tisti, ki ste izbrali tretjo skupino, kaj pa vas čaka, torej v roku 3 mesecev. No, da vidimo, kaj pa vas čaka. Tukaj so se mi pa karte obrnile. Te ponavadi obrnjenih ne gledam, ampak to je že z namenom. Torej, vi jih vidite, ampak jaz pa vidim jih kot obrnjene. Torej, v bistvu vam tukaj pri vas pa kaže, torej tretja skupina, neka zelo velika želja po izobraževanju, po napredovanju, bi rekla na poslovnem področju, na splošno tudi, imate željo po nekem izobraževanju, ampak trenutno to nekako ni možno. Torej, imate neke druge obveznosti, neke druge zadeve, torej radi bi to pač nekako šli, se izobraževati, bi radi nekako tudi napredovali, ampak zdaj nekako kaže, da trenutno to ni možno. Torej, imate sicer izbiro, lahko mogoče se izbirate med različnimi vrstami izobraževanj ali pa različnimi vrstami nekih hobijev, ki bi se jih radi lotili. Lahko tudi pomeni to za službo, da izberate med različnimi službami, pa se nikakor ne morete odločiti, katero bi imeli. Torej, v preteklosti vam kaže neko dobro sodelovanje, torej imate nek dober odnos, to je lahko na službenem področju, lahko osebno, ampak vi kot oseba se nekako niste v odnosih določene stvari naučili, oziroma tisto, kar se vam je v odnosih zgodilo, torej niste nekako to ponotranili in v bistvu imate težave lahko v odnosih z samospoštovanjem. Torej, da sebe ne spoštujete dovolj, tako kot bi se morali. Torej, imate težave v odnosih glede spoštovanja in tudi glede tega, kaj vi hočete. In zato mogoče zdaj bi vi radi se udeležili nekega izobraževanja, radi bi napredovali kot oseba, ampak vam je težko, ker morate izbirati. Lahko tudi to pomeni, da morate izbirati med družino, med službo, lahko med družino, med hobi in službo, ne veste točno, kaj bi, kako bi. Tudi tukaj nimate neke pomoči, radi bi se na nekoga uprli, to ste že želeli v preteklosti, pa nekako ni šlo, torej nimate neke prave pomoči. Kaže vam v prihodnosti, torej še vedno boste nekaj želeli, ampak nikakor ne boste mogli to uresničiti. Torej, pri vas se kaže, boste govorili o stvareh, ampak ne boste pa se konkretno lotili tega, kar hočete. In boste precej na mrtvi točki. Zelo ste zgubljeni, glede čustev, glede službe, ne veste, kaj točno, kaj bi radi. Kaže vam torej odhod od določenih stvari, torej nekaj bi radi, pa v bistvu zdaj v roku 3 mesecih to ne bo šlo. Torej, ali neko izobraževanje, ali neka nova služba ne bo šlo. Čisto odkrito vam povem, tukaj ste na mrtvi točki, to ne bo šlo čez, čeprav si želite, boste se o tem pogovarjali, veliko razgovorov, lahko tudi kakšen mail, lahko pogovor, lahko klic telefonski, ampak ne bo šlo to čez. Čisto odkrito povedal. Pa ni važno, ali je to v zvezi s službo, ali je to v zvezi z odnosom, tole ne bo šlo čez. Ne v roku 3 mesecev. Iskali boste ravnovesje, ravnotežje, ampak tole bo zelo, ne bo šlo. Čisto odkrit, kaj čem tle lagati, ker ni to to. Morate se postaviti sami sebe, torej naučiti se spoštovati samega sebe malo bolj.
In v bistvu vse izkušnje, ki jih imate že iz preteklosti, jih začeti upoštevati, ker jih ne upoštevate. Vi govorite, naredite pa ne. Razmišljate, tuhtate, preveč ste v glavi, ampak potem ni rezultata. Za vas bom dala še eno karto, ki kaže na Lenovo. Ja, kaj je zdaj to? To pa ni v redu, a ne? Torej, potrebujete pogum, da se lotite stvari, preveč izberate. Se veste, kako je tisto? Izberaš, na koncu nič ne izbereš. Enostavno morate se nečesa lotiti. Nujno rabite ravnotežje. Da vidim, kaj pravijo moje karte Rozeta. Leni ste, ne da se vam, razmišljate, govorite, pogovarjate, tuhtate, nič od tega. Tako ne bo šlo. Ne bo šlo. No, da vidim, kaj pravijo moje karte Rozeta, da vas še te malo prizemljijo, da vidim. Ste talentirani, ampak leni. Dobro, lahko imate tudi kakšne zdravstvene težave, pa zaradi tega ne morete, da ste brez energije, to razumem, to je možno. Nedejavni ste, torej imate talente, imate sposobnosti, imate možnosti, imate priložnosti, imate izbiro, ampak ležite, spite, lahko ste bolni. Se opravičujem, če ste bolni, potem, ok, razumem, ne morete, ampak jaz ne bi rekla, da je to tukaj, ni nobene druge karte. Torej, vi rabite, oprostite, da vas nekdo malo porine naprej. Torej, počivate, ne lotite se, tudi to je počitek, da vi imate možnost izbere, ampak se ne odločite, ker pač ne. Tudi tu je treba včasih imeti pogum, vi potrebujete pogum, da se odločite za določeno stvar. Torej, v prihodnosti kaže, boste se lotili nekega dela, ampak ne bo to tisto, kar bi vi radi. Vi bi radi nekaj drugega, ampak ne bo šlo, če se ne boste premaknili, če se ne boste potrudili. Torej, v prihodnosti, v roku 3 mesecev je to na mrtvi točki, kasneje se vam stvari malo premaknejo. Po 3. mesecu ali pa 4. mesec, april se malo premaknete, začnete delati, začnete tuhtati, začnete razmišljati. Zelo nihate. Nujno se morate lotiti kakšne, bom rekla, pomagalo bi vam, da se lotite malo, torej pri sebi narediti nek načrt, kako boste v prihodnosti, kaj boste v prihodnosti delali, kaj si želite, ampak potem to tudi, potem je pomembno, da to tudi naredite. Torej, tukaj imate tudi vampirka, vi ste odvisni od določenih stvari, lahko ljudi, lahko vas tudi muči kakšna odvisnost. Odvisnosti je pa več vrst, lahko je to odvisnost od cigaret, alkohola, tablet, iger na srečo. Vi imate težave z neko odvisnostjo, lahko je to odvisnost od ljudi, od načina življenja in ta odvisnost vam preprečuje, da bi napredovali. In zato verjetno bolj govorite in potem težko kaj naredite, ker nimate energije. Prvo morate to rešiti, torej to odvisnost. Bo v redu, se bodo stvari malo spremenile kasneje, ampak boste morali odrasti, boste morali začeti stvari drugače delati. Ne bo šlo drugače. Dobro, to je za 3. skupino vse. No,
To je bilo za vse skupine, vse. Zdaj bi pa še pogledala za eno gospo, ki je dobila nagrado na Facebooku in bom za njo vprašala, kaj jo čaka. To je gospa Dragana. Za gospo Dragano bom pogledala, kaj jo čaka v prihodnosti. Uporabila bom pa ene druge karte uporabila, torej drugi tarot, to je pa zlati tarot. Zlati tarot. In bom pogledala, gospa Dragana, kaj pa čaka vas v prihodnje. Pa poglejmo, gospa Dragana, kaj vas čaka. V ljubezni, v poslu, v karieri, kaj vas čaka. Gospa Dragana. Gospa, vi pa doživljate eno močno preobrazbo trenutno, neko veliko spremembo, torej v preteklosti vam kaže kar srečno družinsko življenje, torej dobre občutke. Je pa res, da v vašem življenju je bilo precej težjih stvari, ki ste jih kot oseba morala nekako preživeti in ste se tudi naučila zelo veliko iz tega. Lahko bi vam kdo lagal, lahko je tudi kakšen od vaših otrok, ali pa ena mlajša oseba, lahko je to tudi brat mlajši, ali pa sestra, ali pa nek prijatelj. Torej, imate neko izkušnjo slabo od neke osebe, ki je veliko obljubljala, naredila nekaj dosti, kar je precej mogoče rušilo vaš mir družinski. To je lahko tudi neka druga oseba, ne vem, zdaj, če ste poročeni, lahko od vašega moža ali pa od vašega partnerja, torej ni nujno, da je to čist, bom rekla, povezano samo z vami, lahko je tudi v nekem družinskem krogu neka oseba. Tukaj kaže na neko mlajšo osebo, zato jaz sklepam, da je to otrok, nečak, nekdo mlajši. In v bistvu, vi ste se že v preteklosti naučila, da taki ljudje, ki veliko obljubljajo, pa nič naredijo, da torej z njimi ni dober češen zobat, da ni dobro z njimi torej se preveč zapletati in v bistvu ste se naučila, torej niste pozabila vse to, kar se vam je zgodilo v preteklosti in mogoče se vam to že v preteklosti zgodilo, pa se zdaj spet s tem soočate, z nekimi obljubami, lažmi, prevarami. Torej tukaj morate biti zelo, zelo pazljiva. Kaže pa, da trenutno hočete narediti s tem konec. In to je ta preobrazba. Ste precej utrujena že od tega in hočete narediti konec in kaže vam, da boste v bistvu tej osebi nekaj ponudila, ali bo pa ta oseba vam nekaj ponujala, ker pa seveda vam je že, pa ravno ne verjamete. To je neka mlajša oseba. Torej, vi ste se pa že iz preteklosti naučila, torej, da tej osebi ni za zaupati, ali pa mogoče tej vrsti oseb ni za zaupati. Se lahko vam je to nekdo drug naredil, pa je zdaj neka podobna situacija, pa ste se naučila, da morate biti bolj pazljiva, kar je seveda zelo pametno. Utrujena ste že, še vztrajate, ampak kaže, da bo tukaj neka prekinitev, da boste rekla, to zame več ni v redu in se boste torej nekako branila pred to osebo ali pa pred to neko situacijo. Torej kaže vam nek nepričakovan obrat usode v povezavi s to osebo. Ta oseba, se pravim, če je otrok, če je neka mlajša oseba, lahko je pa tudi starejša oseba, ampak je zelo nezrela. Lahko je tudi to neka oseba, ki je z vami v domu, ni nujno, da je otrok, lahko je mož, ne vem, lahko je partner, ki je nezrel, pa se bi v bistvu moral spremeniti.
pa je zelo lahko, iz tega bi pa jaz vseeno sklepala, da je to otrok ali pa neka mlajša oseba, ampak se pravim lahko tudi partner. Torej, ta oseba je nepredvidljiva. Ta oseba je neresna, nepredvidljiva, zaletava in vi se boste v bistvu branila pred to osebo in boste torej se branila, ker ne boste več želela, da se to dogaja naprej. Torej, vi hočete to prekiniti, to situacijo, ki se vam zdaj dogaja. No, da vidim, kaj pravi Ošo za vas. Odslavljanje. Torej, to osebo odslovite. Oziroma, rečete tej osebi, to tako več ne gre naprej. Prosim, da se spremeniš, prosim, da se naučiš. Ozrite se vase, to se dogaja zato, ker imate vi v sebi nek nerazrešen konflikt, neko težko situacijo, boste uspešni v tem. Torej, vam pa ta oseba preprečuje, da bi bili vi kot oseba zadovoljna, uspešna. Tako da, torej, ko boste to rešili, vas čaka razcvet, ampak ne smete se preveč sekirati. Kaj pravijo moje karte Rozeta? Vi boste to končali, to ne boste več prenašali tega. Torej, moje karte Rozeta vam pravijo, da iščete rešitve že kar nekaj časa, da v bistvu ste se zatekli, mogoče že prej, bom rekla, neki svetovalki, ki vam je svetovala določene stvari. Lahko ste pa tudi sama določene stvari že pogruntali, pa ste hotela nekaj rešiti, pa nekako ni šlo. Potem ste se še bolj pozanimali, pa boste zdaj nekako to rešili. Torej, v prihodnosti vam kaže dobra rešitev tega, uspeh, samo vztrajajte v tem, kar ste si zadali. Torej, da v bistvu to osebo postavite na realna tla in da ji poveste, kar jim ostane. Vaša naloga v tem življenju, da to osebo učite, da jo naučite, kaj je prav, kaj ni prav. In da v bistvu ne sprejemate več teh težkih stvari na tak način, ampak da zavarujete sebe in da ste tudi vi bolj srečna, bolj zadovoljna. Ne, da imate skozi neke probleme potem sama s sabo. Drugače, če pogledam ljubezen za vas, zmernost, torej neka resna ljubezen, lahko pričakujete v življenju resno partnerstvo, zanesljivo, ni več nekih rožnatih očal, ampak je zanesljivost, posel, šestica novcev, torej morate toliko dela vložiti, kolikor vam tudi plačajo, na tem boste zelo delali v prihodnosti, tudi to vam je zelo pomembno, ste tudi zelo dobrodelna oseba, rada pomagate drugim, ampak morate seveda paziti energijo. Družina vas pa čaka nov začetek in seveda boste morali se določene stvari še odločiti. No, to je pa bilo za gospo Dragano. Tudi drugi si lahko prislužite takole gledanje, če seveda lajkate moje objave, jih delite in označite 3 osebe. No, to je za danes vse. Želim vam lep dan in vas lepo pozdravljam.